dnevu, kljub dežju, pomembnem dnevu ob pomembnem jubileju. Ko človek dopolni 60 let, je za njim marsikaj doživetega in seveda preživetega, toliko vzponov in padcev. Kadar pa 60-letni jubilej dopolni klub, ki je začenjal svoje korake na prašnem igrišču, z vznesenostjo nekaterih entuzijastov, pa je ta dogodek zagotovo toliko pomembnejši. Slovenj Gradec velja za mesto, ki živi v športnem duhu na mnogih področjih. Zagotovo ena najuspešnejših zgodb tega mesta pa je rokometni klub Slovenj Gradec. Rokometni klub slavi dolgoletno tradicijo danes že od zgodnjega jutra, bi lahko rekli. Tokrat pa se bomo posvetili osrednji slovesnosti s podelitvijo priznanj oziroma zahval vsem, ki so gradili to športno zgodbo. Začetki rokometa, kot lahko sami izračunamo, segajo torej v leto 1954. Janez Grabec je skupaj s prijatelji razmišljal, da bi se lahko ta zanimiva igra igrala tudi v našem mestu. Na telovadišču Partizana so s kredo zarisali rokometno igrišče in gol. Začela se je razvijati zgodba, ki je močno zaznamovala Slovenj Gradec v minulih 60 letih. Rokometni navdušenci, ki jih je bilo iz dneva v dan več, so z velikim veseljem spremljali rokometaše in od njih seveda pričakovali vedno več. Toliko, da se je zgodba odvijala vseh 60 let do današnjega dne. Prepričana sem, da ste te dni imeli priložnost prebrati in seveda slišati vse o podrobnejših začetkih rokometnega kluba Slovenj Gradec, zdaj 2011. Prepričana pa sem tudi, da bomo v tem nadaljevanju to še slišali iz ust nekaterih. Zatorej naj nam za uvod zdajle zapojejo pevci oziroma pevec glasbene šole Gvido. Najprej se nam bo predstavil Žan Lipnik. Srce
Hvala lepa, torej Žanu. Zdaj pa k pozdravni besedi vabim predsednika rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, Mateja Nabernika. Spoštovane gostje in spoštovani gosti, prijateljice in prijatelji rokometa, en lep pozdrav. V veliko čast mi je, da lahko v vlogi predsednika rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, da vas lahko pozdravim ob tej posebni priložnosti. Danes v Slovenj Gradcu praznujemo 60 let igranja rokometa. Pa ne praznujemo sami, praznuje cel Slovenj Gradec, praznuje cela rokometna Slovenija. Naše mesto je eno najbolj rokometnih mest pri nas. In kot smo zapisali na naslovnici biltena, ki smo ga izdali v tej priložnosti, Slovenj Gradec je mesto miru in rokometa. Rokomet je v tem dolgem obdobju spisal zelo zanimivo zgodbo, polno uspehov in tudi padcev. A po teh padcih smo se znali vedno znova pobrati. In tudi tokrat smo se. In zopet smo med najboljšimi ekipami pri nas. V tej zgodbi so in ste pomembno vlogo oziroma glavno vlogo odigrali posamezniki, ki ste svojo požrtovalnostjo, prizadevnostjo in nesebično pomočjo omogočili, da se rokomet v Slovenj Gradcu igra že 60 let. In zagotovo boste še naprej omogočili, da se bo igral tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti bi se vam v imenu vseh, ki nas druži ljubezen do tega športa, rad zahvalil. Iskreno zahvalil za vaš prispevek k razvoju rokometa v našem mestu. V ta namen smo za vas pripravili priznanja rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011. Na ta skromen način želimo pokazati svojo neizmerno hvaležnost in spoštovanje do vas, ki nam pomagate pisati to našo zgodbo in nam pomagate pri našem delu. V upanju, da boste še naprej stali v naši strani, se vam še enkrat zahvaljujem in vam želim prijeten rokometni večer še naprej. Vabim pa vas, da tudi po končani podelitvi priznanj še naprej ostanete v športni dvorani Slovenj Gradec, saj nas ob 19. uri čaka vrhunec današnjega celodnevnega dogajanja in sicer tekma prve NLB leasing lige proti ekipi RK Gorenje Velenje. Hvala. Ja, se zdi, da bo tudi nocoj spet tako, kot je nekdaj bilo. Sicer pa zdaj le vabim k besedi tistega, katerega mesto praznuje, torej župana mestne občine Slovenj Gradec. Prosim, Andrej, čas. Dober večer. Rokomet v Slovenj Gradcu danes praznuje 60 let. Osebno imam občutek, da ima skoraj vsak občan neko mnenje o rokometu. Mogoče ga je treniral, hodi ali pa hodi na tekme, ali pa pove kakšno pikro čez rokometno zgodovino v preteklosti. Dejansko pa je že vrsto let rokomet šport številka 1 v Slovenj Gradcu. Vse skupaj se je začelo z generacijami Brunč, Ocepek, Krev, Pologranc, še morda kdo, ki ga danes ne pomnim, in tistimi, ki ste danes odigrali veteransko tekmo, in ti, ki so menim, da tudi bili republiški prvaki v nekdanji Jugoslaviji. Do prihoda nove opreme, kasneje predvsem Preventa, je rokomet deloval amatersko. Prevent pa je z denarjem omogočil, da se je oblikovala profesionalna ekipa, ki je bila večkrat, druga v Sloveniji, vedno za najboljšimi Celjani. In dejansko je bil pomemben klub tudi v evropskem nivoju. Menim, da ime rokometni klub Prevent še danes nekaj pomeni v evropskem okviru.
Slovenjgraški rokomet pa je dal tudi ogromno igralcev, ki so igrali tudi za člansko reprezentanco Slovenije ali pa so prispevali svoje igralce kot drugim klubom doma in tujini. Zaradi dolgov je propadel rokometni klub Prevent. Ustanovil se je drugi in zopet propadel. Od leta 2011 imamo novo zgodbo, uspešno zgodbo. Mladim borbenim igralcem in zagnanemu vodstvo je uspelo pobrati se in pribiti v prvo ligo. Vem, da igralci prve ekipe igrajo zastojno, kar ni ravno običajno za igranje v tem športu in v prvi ligi. Veliko jih to počne izključno zaradi športnih motivov in kolektivne pripadnosti. Pa čeprav na račun tega trpijo druge stvari v življenju, je prav, da se s tem ustvarja nov pozitivni vzorec. Realna zgodba brez obljubljanja neuresničljivih zneskov in ugodnosti. Na dolgi rok je potrebno ustvariti športni kolektiv, ki bo imel zdrave temelje. Občina bo seveda pomagala po svojih najboljših močeh in upam, da to uspeva tudi že danes. Saj rokomet je pomembna postranska stvar v Slovenj Gradcu. V klubu je vpisanih veliko otrok, v moji oceni okrog 150. Od teh jih na koncu ne bo veliko želelo od rokometa, morda nihče. Jih bo pa veliko pri odraščanju v puberteti, ko se bodo sošolci odpravljali v trgovino po litrco, šlo domov, ker jih jutri čaka tekma ali pa trening. Zato mislim, da se mora rokomet in šport nasploh podpirati. Gospodarstvo komaj diha in težko je v kratkem času pričakovati novega generalnega sponzorja, kot je bil na primer Prevent. Občina pa tudi ima premajhno vrečo za šport. Zato je po mojem mnenju še toliko bolj pomembno in je potrebno, da se zahvalimo tistim, ki brezplačno delajo v klubu za to, da ta še vedno živi in se danes po 3 letih spet vrača v prvo rokometno ligo. Ligo, ki nekaj pomeni tudi v evropskem prostoru in od danes je rokomet v Slovenj Gradcu spet del tega prostora. Dovolite, dragi rokometaši, podporniki in ljubitelji rokometa, da vam ob visokem jubileju iskreno čestitam. Hvala vsem, ki ste sodelovali v 60-letni rokometni zgodbi. Predvsem hvala tistim, ki ste dejavni še danes. Želim, da vam uspe še več. Vrnite rokomet v Slovenj Gradcu, tja, kjer je bil že nekoč. Sam slovenski vrh. Ne vem sicer, kakšen bo rezultat današnje tekme. Zakaj ne bi zmagali mi, tako kot že pred leti, ko je bilo na koroško-šaleških derbijih vedno tako, da je prihajal favorit iz Slovenj Gradca. In borbena ekipa, ki je pred nami, gotovo ne bo razočarala domačih navijačev, ki so zvesti rokometu že celih 60 let. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu županu. Veliko je bilo vzponov in padcev, zagotovo, predvsem na začetkih, pa tudi nekje vmes. Dobro se spomnim leta 2011, tudi sama, kako se je začela ponovno graditi zgodba. In hvala Bogu, danes dočakala 60 let. In veliko je bilo takšnih, ki so v teh 60 let seveda pomagali graditi zgodbo. Od začetka do konca ali pa tudi nekje vmes. Kakorkoli že, zdaj je priložnost, da se jim rokometni klub Slovenj Gradec 2011 tudi zahvali, kar pomeni, da bomo začeli kar s prvim delom naših priznanj. Zato bom povabila predsednika kluba, gospoda Mateja Nabernika, da se mi pridruži, in pa Aleša Levca, ki bo hkrati s predsednikom podeljeval ta priznanja, enega najuspešnejših rokometašev slovenjegraškega rokometa, pa tudi sicer člana upravnega odbora. Tako, najprej zahvalo oziroma priznanje podeljujemo mestni občini Slovenj Gradec. Naslednje priznanje bodo rokometaši izročili javnemu zavodu Spotur.
današnjih podpornikov je bil zagotovo tudi gospod Matjaž Zanoškar. Naslednje priznanje bomo podelili Matjažu Belišu. Rokometni klub Slovenj Gradec se zahvaljuje in podeljuje priznanje tudi gospodu Jožetu Kozmusu. Jože bo priznanje seveda prijel. Naslednji, ki prejme priznanje, je gospod Jože Plas. Brez njega je bilo čisto drugače. Lahko bi rekli, da je Jože eden tistih, ki najbolj verjame v rokometu Slovenj Gradcu. Čestitke. Naslednji Ivan Vajdl. In kot zadnjemu v temle prvem delu podeljevanja priznanj bosta Matej in Aleš izročila priznanje gospodu Jožetu Vrabiču. Ja, Jože, rekli so mi, da boš nekaj povedal. Hvala lepa. Dovolite, da se v imenu vseh dobitnikov danes prav prisrčno zahvalim rokometnemu klubu, ki je seveda ob taki lepi obletnici tako tudi se spomnil na igralce, nas, ki navijamo, ki smo z srcem in dušo z rokometom. Ker sem jih pri besedi, če mi dovoliš, Natalija, bi povedal pri izdelavi tega biltena, ki smo ga izdali v 60. obletnici, se res moram zahvaliti v prvi vrsti, da je ta bilten videl luč sveta našemu županu oziroma mestni občini Slovenj Gradec in seveda tudi vsem sponzorjem. Ko boste listali ta bilten, boste videli, pa ko ga boste prebrali, boste videli, kako so bili začetki te igre v našem mestu. Vsekakor, ko sem to v večini pisal zgodovino, pa poslušal igralce, še živeče športnike, občane, kaj vse so mi povedali v zvezi s tem rokometom, moram povedati, da je to delo bilo zelo zanimivo. In ko sem predvsem pri zgodovini se ukvarjal s tem delom, kako pridni in zanesenjaki so bili Slovenj Gradčani, ko so z lopatami v Darnišku začeli kopati pri TVD Partizanu, ki je nastala prva luknja in kjer so obrtniki in skupaj športniki pričeli graditi ta štadion, ki je bil pa takrat v letu 62 eden najlepših v Sloveniji. Res lepi so te trenutki. Vsega sigurno tudi nismo zapisali. Kajti, ko sem se pogovarjal z nekaterimi igralci in tudi občani starejši, ki so živeli z rokometom, so mi povedali tudi stvari, ki jih nismo mogli še vse zapisati, kajti bilo je že v tisku. Naprimer, ne boste verjeli, na zemljišču, kjer stoji bencinska črpalka Petrol ob Šparo, je Grabecov Janez naredil rokometno igrišče. Tovarna Meril je imela svoje rokometno igrišče. In da je tudi v 60-ih letih bila ženska ekipa, še danes živijo punce, Pečne, Karnice in podobne, ki so igrali rokomet v Slovenj Gradcu. Tako da veliko stvari bi se dalo se napisati, da pa jaz upam, glede na uspeh, ki ga je dosegel naš rokometni klub in ki ga še bo seveda ob obletnici naslednji tudi kaj več zapisanega v zgodovini. Vsekakor, ko ste prišli v avlo, ste videli, koliko pokalov je ta klub osvojil. Tako v Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi. In glede na to, kako si je svoje delo zastavilo novo vodstvo,
rokometni klub Slovenj Gradec 2011. Mislim, da bomo na naslednji obletnici videli še več pokalov in seveda jim želim veliko športnih uspehov. Hvala lepa. Hvala gospodu Jožetu Grabiču. Seveda pa, kot se športniki morajo za vse nadaljnje uspehe tako sredi tekme vzeti predah, tako si ga bomo zdaj mi privoščili. Namreč glasbeni predah, nastop glasbene šole Vido in tokrat bo z nami Tamara Šuc. Ja, žal pevec, katerega skladbo je Tamara izvajala, ni dočakal 60 let. Je pa zato 60-letnico dočakal rokometni klub Slovenj Gradec.
Zatorej drvimo k drugemu delu podelitve priznanj. Hkrati je to seveda zahvala za minulo pomoč, delo, odrekanja in tako naprej. Zato prosim seveda predsednika kluba in pa Aleša Levca, da se mi pridruži tukaj pri priznanjih. Kličem pa kar Danijela Plešeja. Torej, priznanje prejme Danijel Plešej. Zagreva se, ogreva se. Dobro to slišati. Naslednje priznanje prejme Nenad Maksič. Če postal trener Partizana, se je pisno upravičen, nam želi vse najboljše. Bo tudi dobro po pošti priznanje. Naslednje priznanje prejme Boris Levc. Kako bi rekli, del uspešne zgodbe, bratov Levc. So bili graškega rokometa. Naslednje priznanje prejme Alen Mihaj. Naslednji trener Sebastian Sovič. Očitno se zagrevajo na drugo službo, tako. Naslednje priznanje prejme Ivan Simonovič. In še ženska predstavnica Brigita Hartmann. Ja, rokometni klub Slovenj Gradec 2011 ima tako doma kot na gostovanjih seveda vedno podporo zveste navijaške skupine Orli. Svojo prisotnostjo na domačih in pa gostujočih tekmah so vsekakor v veliko spodbudo rokometašem, ki se trudijo in drvijo k zmagam, da je seveda zmaga lažja. Orli so ostali zvesti rokometu tudi po propadu rokometnega kluba Prevent. V klubu so jim hvaležni za vso spodbudo v preteklosti, z željo dobrega sodelovanja tudi v prihodnosti. Navijaška skupina se lahko pohvali, da je obiskala praktično večino rokometnih dvoran po Sloveniji, prisotni pa so bili tudi na evropskih gostovanjih. Švica, Švedska, Nemčija, Bosna in seveda še bi lahko naštevala. No, skupaj so vsekakor tako rokometaši in Orli močnejši. Zato naj tudi v bodoče v dvorani še naprej glasno doni in odmeva Beli, Beli, Beli! Navijaška skupina Orli. Prejme priznanje seveda. Navijačev se zahvaljujem za to priznanje in za bobne. Džaldo je član od prvega dne ustanovitve Orlov, skozi nami obljublja, da bo boben služil svojemu namenu. Še naprej. Hvala. Čestitke seveda vsem prejemnikom priznanj, zdaj pa si privoščimo kratek predah. Pričakujemo nastop pevke glasbene šole Vido, z nami bo Anja Pečoler. Včasih, ko slonim ob oknu, gledam do
lepa. Zdaj pa smo pri podelitvi zadnje skupine priznanj rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011. Vsem tistim, ki so se kakorkoli aktivno vključevali v nastanek kluba, dogajanje, zgodovino, skratka do 60-letnice. Najprej priznanje prejme Ivan Anderlič. Naslednje priznanje prejme Branko Markuš. Janez Sešel. Naslednja Irma Gnamuš. Zoran Zager. Jaz upam, da bo uspelo, da vsaj nekdo izmed zadnjih dveh pride po priznanje. Drago Štruc. No pa bo. Zdaj pa priznanje dobi še Marjan Horvat. Tako, v imenu rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 seveda vsa zahvala vsem tistim, ki ste pomagali snovati zgodbo, vsem tistim, ki ste tukaj in ki jih ni bilo. Naj pa zaključim tole slovesnost s cilji in vizijo rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, ki so jo rokometaši zapisali na svoji spletni strani. Cilji in vizija so delati pošteno, transparentno in v okviru realnih zmožnosti kluba in okolice. Želijo si, da bodo v klubu igralci, od najmlajših do najstarejših, zadovoljni zaradi dobrega dela, zaradi poštenega odnosa in zaradi številnih ljubiteljev rokometa, ki jih bodo spodbujali na tekmah. Igralci lahko v takšnem okolju zares dajo vse od sebe na igrišču. To pa je tisto, kar v dvorane privablja gledalce, zaradi katerih se rokomet sploh igra. Vsi skupaj si želijo in verjamejo, da se bo ta pot razvila v odlično zgodbo o uspehu, ki vrača slovenjgraški rokomet tja, kamor sodi, med najboljše v Sloveniji. Zatorej rokometni klub Slovenj Gradec 2011 želimo vse najboljše in seveda še veliko uspehov v naslednjih 60 letih. Prepričana pa sem, da se bo zgodba uspeha zgodila že nocoj, a ne, da diši po zmagi. Ja, ko se bodo fantje pomerili z rokometnim klubom Gorenje, tako kot v starih časih. Tako, hvala lepa, da ste bili tukaj. Seveda pa, kot smo dogovorjeni, še ena glasbena točka za konec. Sicer pa lepo se imejte in dobro navijajte danes. Pozdravljeni! Pridi sem, bodi tu, z mano v soncu, začuti bit srca.
če me